Ko smo se uspešno prijavili v naš poštni predal, vidimo naša elektronska sporočila oziroma maile. V mapi Prejeto imamo številko označeno, koliko neprebranih oziroma novih sporočil imamo v našem poštnem predalu. Na sredini lahko vidimo seznam vseh naših sporočil in na desni strani vsebino sporočila, ki ga imamo označenega. Vidimo, kdo nam je poslal sporočilo, kdaj je bilo sporočilo poslano, za koga in nato vsebino. Na sporočilo običajno odgovorimo. Odgovorimo lahko na več različnih načinov. Eden izmed načinov je izbira puščice za nazaj, odgovori. Ko izberemo ta gumb, se nam avtomatsko prikaže kurzor, kamor lahko pišemo našo vsebino sporočila. Pravila komuniciranja preko elektronske pošte govorijo, da je potrebno naslovnika, kateremu pošiljamo sporočilo, najprej pozdraviti. Nato zapišemo vsebino, ki jo želimo zapisati. In na koncu pozdravimo in povemo, kdo smo. Ko smo zadovoljni z zapisanim sporočilom, ga lahko še oblikujemo z različnimi orodji, sicer sporočilo pošljemo. Ko smo sporočilo poslali, več ne vidimo v mapi Prejeto, da imamo neprebrana sporočila. V tem trenutku vidimo naš odgovor v razdelku za vsebino. Kasneje bomo naše odgovore lahko našli v mapi Poslano. Torej, če izberemo mapo Poslano, imam en odgovor. S klikom na ta odgovor vidim vsebino, kaj in komu sem poslala. Kadar želimo poslati novo sporočilo, izberemo gumb Novo sporočilo. V vrstico Za vpišemo vse tiste, katerim želimo sporočilo poslati. Ko kliknemo v to vrstico, imamo že nekaj predlaganih stikov, ki jih lahko izberemo. V nasprotnem primeru zapišemo mail naslov tiste osebe, kateremu želimo sporočilo poslati. Pazite, elektronski naslov mora biti zapisan popolnoma pravilno, drugače oseba ne bo dobila našega sporočila. V vrstico KP lahko zapišemo še dodatne naslovnike, ki bodo dobili kopijo tega istega sporočila. Zadeva je zelo pomembna in služi kot nek naslov sporočila. Pomembno je, kaj tukaj noter vpišete. Zaradi tega, ker nekateri preberejo samo zadevo in se nato odločijo, ali bodo sporočilo sploh prebrali do konca. Pri pisanju novega sporočila veljajo enaka pravila kot pri odgovarjanju nanj. Torej, najprej pozdrav, nato vsebina, in na koncu pozdrav s podpisom. Ko imamo vsebino zapisano, lahko oblikujemo s pomočjo gumbov za oblikovanje in na koncu, ko smo s sporočilom zadovoljni, izberemo gumb Pošlji. Priponke so datoteke, dokumenti, slike in druge stvari, ki so priložene k našemu elektronskemu sporočilu. Torej niso zapisane v vsebini sporočila, ampak dodane kot priloga. Prepoznamo jih tako, da imamo v seznamu sporočil zraven narisano sponko. Torej to drugo moje sporočilo ima sponko, torej ima priponko. Prvo sporočilo nima sponke in nima priponke.
Kako lahko priponko odpremo? Najprej odpremo sporočilo in v delu pred našo vsebino imamo zapisan seznam vseh priponk, ki so poslane. Z miško se postavimo na priponko in izberemo gumb za prenos. Ko se nam priponka prenese, vidimo v spodnjem delu zaslona njen gumbek. S klikom na ta gumbek odpremo našo priponko v ustreznem programu. Če se nam priponka ne odpre, najverjetneje na računalniku nimamo naloženega programa, ki bi tako vrsto priponke odprl. Največkrat pa priponke pošiljamo tudi mi. Priponko pošljemo tako, da v novo sporočilo, podobno kot prej, vpišemo naslovnika, zadevo, vsebino, torej pozdravljeni. Ne pozabimo se na koncu podpisati. Priponko dodamo z enakim gumbom, kot smo ga prej videli, torej s sponko. Priložite. Kliknemo na to sponko in poiščemo v našem računalniku priponko, ki jo želimo poslati. Okno, ki se nam odpre, je naš računalnik. Zdaj moramo vedeti, kje imamo shranjen dokument, ki ga želimo priložiti. Jaz bom priložila slikico sonca. Izberemo tisti dokument, na njega dvakrat kliknemo ali izberemo gumb odpri. Priponka se naloži. Ko je v celoti naložena, lahko sporočilo pošljemo. Kadar želimo neko sporočilo, ki smo ga prejeli, poslati še nekomu drugemu v pregled ali pogled, lahko uporabimo funkcijo posreduj. Posredujemo sporočilo z puščico posreduj. Ko izberemo gumb, nam vsebina ostaja enaka, zapisati moramo samo naslovnike v vrstici za ali vrstici kopij. Dodajamo tiste, katerim želimo sporočilo poslati. Lahko sporočilo pošljemo večjim osebam hkrati. Ko smo izbrali naslovnike, katerim želimo sporočilo poslati, samo izberemo gumb pošlji in sporočilo je poslano.